Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci in gledalci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in so pri tem tudi uspešni. Danes je z mano, mi je prav v čas, dolgo sem ga mogla prepričevati, eden mojih najljubših stand-up komikov in to je Perica Jerkovič. Perica, zdravo! Bravo. Ponavadi pri svojih gostih ful naštevam, veš, je to, pa to, pa to, pa to. Ti si pa dejansko stand-up komik, v glavnem, ne, si stand-up komik, to je res ta tvoj mainstream in si res ful uspešen v tem. Povej mi, kar tako je eno tako šok vprašanje, se počutiš mlad ali star v tem trenutku v življenju? Star se počutim, mislim, telo te opominja, brez da bi ti kaj se trudil, telo te opominja, nekako greš čez 30, zelo kmalu se začne to, da nekako hitro vidiš, da se ne regeniraš tako hitro in tako naprej. Ampak obenem pa v glavi, ko se pa pogovarjam z ljudmi, ko sem v komunikaciji, sploh starejšimi, takrat pa sebe doživljam precej mlajšega. Tako nikoli se nimam, jaz sem zdaj okroral 42. Kakšnih 20, to nikoli bližno. Jaz se dojemam, ko sem v komunikaciji, se dojemam nekje dobrih 30, tam nekje 30, tam nekje. Ampak drugače pa, ko živim tako sam s sabo, ko se zbujam zjutraj, ko moram iti do WC-ja, pa ahilove tetive bolijo, takrat vem, koliko sem star, blizu tam nekje, blizu 50. Ko si glih omenil 42, si rekel, ne? Ja. Ja, no jaz sem pa 32 bila zdaj in kaj je to neka številka, ta 2 in to je, me razumeš, tak neki vmes. Vse najboljše, by the way. Ja, hvala. Meni se zdi, da je pri tebi v bistvu vredno omeniti pač to predstavo Rojen v Jugi, se mi zdi, zdaj ne vem točno, ali je bila to čisto tvoja prva predstava? Mi smo začeli v bistvu z manj programa, ko smo začeli, mislim, prva leta, ko smo izvajali stand-up, pa je bila scena neobstoječa, marsikdo ni vedel, da poznal žanra. Nihče med nas ni imel ure in pol programa, da je imel samostojno predstavo, ampak smo imeli tako 15, 20, 30 čas smo se nabiral in potem te prve šovi, ko smo jih izvajali, so bili ta klasični stand-up večer, torej kompilacija več komikov, ne. Ampak potem, ko pa se je nabral dovolj materiala, v bistvu nisem bil dovolj samoiniciativen, da bi sam rekel, ampak je Tim, vodopivec, rekel, jaz sem naredil zdaj šov samostojno, zakaj ne bi ti, ker on je takrat odprl vrata v City Teater, on je tam prvi začel delati, nekako vzpostavil ta komunikacijo, odprl vrata stand-up komikom tja, ne. In zakaj ne bi ti probal narediti svoj šov, jaz sem in ga naredim, je bilo ful uspešno in ponovila sva 3-4, zelo malo sredstev v smislu promocije. In smo videli, da ljudje sprejemajo, da je fajn in tako naprej. In potem sem jaz vprašal City Teater, če bi oni to vzeli kot na pol svojo, na pol zunanjo predstavo, ne, in so jo pogledali in so rekli, so dali štempel, ne, in pol se je zgodilo kar nekaj teh ponovitev, veliko več, kot sem pričakoval. Tako da ja, je pa zagotovo tako zame bil en pomemben mejnik ta, ker ni se zgodil po 3, 4, 5 letih. To je bilo, če kaj spomnim, vsaj 8 let nazaj, mogoče še več, mogoče 10. To pomeni, da je to bilo po slabih 10 letih ustvarjanja, ali pa 8, ne vem. Tako da je bil nekako best of kompilacija. No, ker v bistvu začelo se je pri tebi že v leta 2003, si pravzaprav že na faksu malo začel ta stand-up pa to uvajati med študente, ne? Pa tudi sicer si začetnik stand-upa v Sloveniji, ne? Zakaj stand-up oziroma zakaj komedija, Perica? Kaj je tebe in se mogoče spomniš tega momenta, da je tebi kliknilo, jaz hočem pač skozi komedijo pač se izraziti? Mislim, komedija je fajn. Komedija je fajn. Ampak je v bistvu, kako bi rekel, kdo nima rad smeh pa zabavo pa tako naprej in ko sem, v bistvu en kolega iz faksa me je zvlekel v klub študentov Občine Koper in tam sem se znašel v nekem okolju, ko je bilo tako zelo odprto, zelo lahko si delal, kar hočeš. V bistvu pač tisto te potegne in potem faksa in dokončaš, ampak po drugi strani pa dobiš ful nekih drugih stvari. In
Ena od teh je bila to, da sem hodil na različne tečaje. Hodil sem na tečaj kitare, na tečaj režije. In v sklopu tega tečaja režije smo predstavili ta film, ki smo ga skupaj ustvarili, ki se je imenoval Ko bom velik. Tak enourni igrani študentski film. In potem smo nagovorili publiko v živo in tam sem gotovo, kaj pomeni to, da ti nekaj prebijaš in ljudje se režijo. In to me je v bistvu tako zasvojilo. In potem sem zelo hitro ugotovil, da je to hitrejša pot. Ker če si filmar, če delaš filme, ti moraš prvo napisati, izpiliti stvar na papirju, potem zbombati ekipo, posnet, potem veselje v postprodukciji, ko vidiš, da marsikdaj ni bilo tako posnetno, kot ti želel, neke tehnične fore, pa sploh delaš z ljudmi je smrt, čez veliko ekipo v teh amaterskih pogojih je to katastrofa. In potem na koncu ti to projiciraš ponovadi na platno oziroma se projicira nekje, ker ti sploh ne boš videl reakcije ljudi na to, kar si ti naredil. Medtem ko pa stand-up, danes se spomniš, jutri to izvajaš. Tako da je zelo neposredno, zelo hitro. Na ta način je to štartilo. Ampak v bistvu, zdaj, če se malo vrneva spet na to, rojen v Jugi, ti pač tvoje otroštvo je definitivno bilo zelo težko, preselili ste se pravzaprav v času vojne in ti si kar takoj, pač ti si kar to pograbil, to najtežjo zgodbo svojega življenja in jo spremenil v komedijo. Pa ja, mislim, to je tisto, kar ljudje včasih ne razumejo, da humor pride iz slabih stvari ponovadi. Nikoli ne pride. Enkrat sem nastopal na nekem novoletnem nastopu in sem imel nekaj, takrat tega že 100 let ne izvajam, oziroma že zdavno je pase, ampak imel sem kos o oddaji 24 ur. V tistem času je bilo to, se spomniš, dnevnik pa 24 ur, to je bilo tako. Zdaj to je nepomembno, ker je milijon informativnih oddaj, ampak kako bizarno je bilo takrat, da govorijo prvo najbolj vse možne grozote tega sveta, vlaki stiril, ne vem koliko ljudi umrlo tam poplave, ljudje izgubili vse v Posočju, ne vem kjerkoli. In potem pokažejo zatem pop-in, kjer naj bi neka javna oseba, ne vem, Saška Lendero vzela zeleno torbico, ker rečemo krivo, razumeš. In ti tisto, kako jaz lahko zdaj to gledam, če sem prej poslušal, so ljudje umrli, mislim, da gre skupaj. In govorimo o teh stvareh in potem ena gospa iz publike strigne. Kakšen je to humor? Kje pa so božične teme? Prvo bilo je novo leto, ne vem, zakaj omenjalo Božič je že bil mimo. Ampak ljudje včasih mislijo, da je pa na nekaj, kako se imamo vsi krivo, da bo tukaj se rodil humor. Ne, humor se rojeva tam, kjer je stiska, zato je toliko črnega humorja recimo med zdravniki, pa vsi tisti, ki so v takih kočljivih situacijah, tam se rojeva potreba potem, ker humor je zdravilna stvar, humor je nekaj, s čimer premagaš težke trenutke. Tako da, ni čudnega, v bistvu ti, če bi jutri začela delati stand-up, bi hitro ugotovila, da iz tebe tisto, kar pride prvo ven, je tisto, kar nekako moraš rešiti sam sabo. A veš, kaj mislim? Moraš tisto, kar ti je zaznamovalo življenje, s tem začneš. Iztisneš iz sebe tisto, kar si doživela prvih 20 let. Ja, zdaj že nekajkrat v bistvu sem govorila v bistvu za komiki in se vsi strinjamo z tem, da je pravzaprav to terapija, tako za komika, ki v bistvu vse to svoje najhujše stiske ali pa najtežje izzive življenjske spremeni v komedijo, potem se tudi izpostavi s tem, razumeš, v bistvu ni samo pred ogledalom, ampak je pred ogledalom, ki se mu reče publika. Istočasno pa je terapija tudi za publiko, za ljudi v publiki, ki se najdejo pač v teh. Se mi zdi, da je mogoče, ne vem, ti povej, da je to tisti element, ki te bolj zasvoji tudi kot komika, da se vedno znova pač vračaš, se pravi ta nek občutek, da si dal ljudem tudi nekaj zdravilnega, ne samo entertainment. Mislim, da v prvi vrsti te zasvoji potrditev. Če ti dobiš jaz vedno rečem, ko se pogovarjaš s prijateljem ali pa si v družbi in poveš neko foro in 30 smejijo, je fajn občutek. Potem se predstavlja, ko se ti smeji, 500 ljudi ali pa 1000, kakšen je to občutek. Tako da, ali pa ti ploska za to, da prideš na oder, razumeš. To je tako, ta del je za svoj sploh, ko si mlajši. Ampak kasneje, tudi te stvari, ko si ti omenila, tudi to je fajn.
Pa fajn je cel ta proces, veš, ti nekaj, ker je ustvarjalni proces, ti nekaj ustvariš, napišeš, ne veš, koliko je kaj vredno, greš tja, testiraš, včasih pogoriš, včasih ta negotovost, ta bo, ne bo, zato je stenda zanimiv, ko je vedno nekako odspole, a bo ratalo, ne, vedno je ta možnost in brez, če ne je bilo te možnosti, da vse skupaj pogori in da je katastrofa, ne je bilo tako zanimivo, ne. Tako da ja, vse to je zasvojivo in vse to je zaradi tega stand-up družba. Ampak ti je, recimo, je zasvojljivo, hkrati pa je tudi, se mi zdi tudi malo izziv, ker se mi zdi, da ljudje vseeno v življenju iščemo nek mir, neko stabilnost, ne vem, kak si ti. Kak ti to handlaš, veš, bolj življenjsko gledano, se pravi everyday life, to je tvoj poklic, vedno je malo tak, ne, vedno znova rabiš potrditve, da ohranjaš v bistvu sebe tudi v nekem miru. Koliko je borbe pri tebi glede tega? Koliko ti je to daje nemira, da si v takem poklicu? V bistvu, na nek način je vse skupaj nekako schizofreno občasno, ne. Ker ko ti gre fajn in vse je smeh in v družini vse tako poštima, ni težko nastopati in deliti to dobro voljo in tako naprej, ampak seveda tako kot vsako normalno življenje ti prenese neke res težke stvari, ne, neke bolezni v družini, smrti v družini, lastne, ne vem, ko sem si zlomil roko, naslednji dan sem mogel nastopati z zlomljeno roko, razumeš, in tako, to je bilo prav situacija taka, jaz zdaj nisem toliko prepričan, da jaz lahko zdaj to dostavim vse, kot bi, če bi bil čisto zdrav, zato ker je pač imaš eno roko tako, ne. Ampak tam so ljudje že kupili karte za auditorij Portorož in zdaj, kaj če jaz zdaj skenslati ne morem, razumeš, in tako da, ja, na trenutke to zna biti, ampak zame ni tak problem, ker sem gotov, da sem od nekdaj sposoben narediti to, zdaj grem na oder, zdaj pa preprosto odmislim vse, kar je tam in preklopim nekako, ne vem, koliko je to normalno. Ja, ne vem, ampak moraš v tistem trenutku, ko imaš nastopiti na oder, takrat narediti prav kot neko stikalo, ki ga pritisneš in v smislu, zdaj nič več ne obstaja razen tega, po nastopu sem lahko spet nesrečen, samo zdaj pa gremo tole narediti po najboljših močeh. Ampak si imel vseeno kdaj v življenju, mogoče kdaj prej, ker zdaj se mi zdi, da si vseeno zajahal ta val uspešnosti v tej svoji poti, ki si jo izbral, ampak kdaj prej si doživljal te, veš, samo pogovore s sabo, je to prava pot, ni prava pot, naj grem rajši delati nekam v pisarno ali nekam, ne vem, si imel kdaj te? Ne, v bistvu bilo je kar nekaj let prebijanja in tako nizkih honorarjev in tako naprej. In v Sloveniji v bistvu smo ful težko stand-up komiki prišli do prepoznavnosti, da se nam odprla vrata pa še zdaj se mi zdi, da recimo na televiziji bi mogli biti v večji meri, ampak je obstajal ta nek predsodek, kao to so te iz ulice, ko niso liki izobraženi, pa berejo samo etikete s pijačo. Ampak bilo je težko, samo nikoli nisem dvomil v to, da sem, ne vem, a grem delati kaj, ne, v bistvu to je bilo tudi. Najtežje je bilo, recimo v letih 2004-2007, preden smo se združili v Komikaze, ker takrat pa ne samo mediji, ampak povsod je bilo, ni bilo infrastrukture za nastopanje, ne. Tukaj je težko bil zelo pomemben, da je on je pa kot glasbeni menedžer že bil prej nekako, imel vzpostavljen neke kontakte z nekimi mladinskimi centri, edini izmed nas je imel DOO, že takrat je imel tip DOO, razumeš. Mi nismo znali avtorske pogodbe sestaviti, on je imel DOO. Tako da on je tu bil pomemben faktor, da se to čisto logistično oziroma v smislu neke infrastrukture za nastopanje, da se to začne premikati. Ker potem pa tudi seveda Vid Valič, ki je od nekdaj fural nek svoj film, on je odprl KUD France Prešeren, tam smo se tudi kalili, ne. Tako da imeli smo nekaj tehnikih, ko bi rekel, Oaz, Gronka, France Prešeren in potem vsi mladinski centri, študentski klubi po Sloveniji. In do takrat, do 2007 je bilo res težavno. Sem jaz klical težke, da gremo nekaj narediti, da gremo se pomakniti. Tako, ja, saj sem prav, gospodin Sadelič,
nista veliko zainteresirani, to namata dva svoj nek film in tako jasno, pa dobro, gremo povajati pižamo zraven, da gremo nekaj delati, da gremo. Ne, in potem, ko sem se preselil iz Kopra v Ljubljano, sem še enkrat izal težke, v smislu, stari, jaz zdaj bombam na kup one ljudi, če hočeš ali nočeš, gremo, jaz bom poklical tej mlade Pahoviča, bom poklical onega tretjega, in pol težke rekel, ajde, dobro, gremo. Ampak istočasno pa pravim, v Mariboru se je začelo dogajati pač Martina Ipša, pa Slavsko Švorc, pa Janja Zdolšek in potem ta krajinska naveza, Miki Bubul pa Ranko Babič, oni so bili celo pred 2006 še najbolj dejavni. Ona dva sta imela uspešno turnejo, še preden smo komikali začeli, ona dva sta imela ta B&B show, mislim, da je bilo 2005-2006. Tako da, ampak takrat, ko smo nekako vse te neke majhni ognji, ko so se združili v enega velikega, takrat pa je bilo ok, zdaj pa to ne bo. In v nobenem trenutku potem od tu naprej nisem dvomil, da tole ni ugasnilo, no. Zdaj, ko si mi to tako razložil, v bistvu vidim, da čeprav si omenjal druge ljudi, ki so bili ključni, ki so v bistvu porinili naprej, ampak ta tvoja vztrajnost, ta tvoja vera, pač, da to je treba je, da so tudi oni, veš, zaštartali, ne, je pa tudi pomembna, v bistvu, ne, in si tudi lahko ponosen na to, da si ti tisti, ki si pač res verjel in tiščal in jih... Ampak veš, jaz to gledam tako, če ne bi jaz, bi čez 2 leti nekdo drug, a veš kaj mislim, to ni... Ampak si ti. Ja. Hvala ti. Kaj si... Ampak, ne. Spomnim se frustracije o preselitvi v Ljubljano 2006. Sem se pogovarjal z enim človekom, ki je bil režiser na RTV-ju in sem ga prav tisto, na nek način sem ga hotel od njega odgovor, kako lahko mi to premaknem, kako lahko tako in rekel. Stari, tako. In dejansko nisem imel na koga obrniti, kako to tako štartati. In moralo se je pojaviti nekaj ljudi, kot je Klemen Bučan, Martin Vodopivec, Klemen Mauhler, ko so dovolj mladi, pa dovolj, kako bi rekel, dovolj v smislu, da gremo to probo, da gremo nekaj, tako da ja. Ampak pravim, od tam naprej pa ni bilo nobenega pomisleka, samo do takrat pa je bilo ampak bolj v smislu situacije, ti predstavljaš neko stvar, ki še ne obstaja. Dejansko takrat v tistem obdobju, če si vprašal 100 ljudi, kaj je stand-up, eden ali obeden je vedel. Perica, na kaj si pa ti še ponosen recimo v svojem življenju? Poleg tega, da si v bistvu tu bil, si vzpostavljal to sceno stand-upa, ki je danes zelo dobro razvita in je ta infrastruktura, o kateri govoriš, je v bistvu zdaj, se mi zdi, kar dobro postavljena. Ampak tak v svojem privatnem lifeu, kaj bi rekel, kaj si najbolj vesel za sebe, da si naredil, spoznal? Kako da je to odgovoriti, da ne bom dolgočasen, jaz sem na družino, seveda, da sem uspel, kako bi rekel, da nisem pri 42 tisti cepec, ki misli, da je glavna stvar aplavz publike, to sem vesel, da mislim, da biti nekako samouk, pa se samo izobraževati sproti, se mi zdi zelo pomembno. In pol ugotavljaš, v bistvu, kje vse bi ti lahko bilo življenje lažje, če bi ti nekdo povedal pravočasno, ampak ti ni, ampak jebi ga, evo zdaj sam to prebereš. Naj bo to finančno področje, naj bo to poklicno, mislim, v smislu obrti, naj bo to karkoli drugega, ampak tudi širitev obzorij, razumeš, tudi to recimo, da se povežeš s pravimi ljudmi, da se najdeš, pa ne mislim tisto interesno, ampak vseeno, jaz sem recimo od nekdaj vesel, da v svojem krogu prijatelja imam Boštjana Gorenca Pižamo, ki je pameten človek. Ker včasih pride življenje te nekako pelje v to, da se začneš, obrneš se malo okrog in rečeš, prida, s kom se jaz družim, to sami cepci. Dejansko se ti zgodi, meni se je parkrat zgodilo to, tako, v smislu, kaj se jaz družim, zdaj me ljudje niso optimalna družba. Ampak, ja, ljudje, ki ti nekako s svojimi dejavnostmi in svojim načinom razmišljanja in svojo širino tudi tebe nekako spravljajo na nek nivo, ki je malo bolj
boljši za tvoj razvoj. Viš, ko sem rado spiritualni. No, glej, zdaj lahko mogoče še o tem, kako rečeva, pač, ker je, ne, zadnjič sva se pogovarjala, pač, in dejansko danes je svet poln neke kvazi spiritualnosti, ne, in človek se zelo hitro ujame v stvari, ki pravzaprav niso dobre za njega, ne. To, ko govoriš, da si v bistvu hvaležen za družbo, v kateri si, je tudi del tega, v bistvu, da si s pravimi ljudmi skupaj pristal. Koliko misliš, da je to od človeka, odvisno torej od tebe bilo, da si res s pravimi, da si znal prepoznati, kje je fake, kje je napačno, ali pa koliko bi te pa lahko v to potegnilo po tvojem? Težko te odgovorim na to vprašanje. Niti ne vem fake ali pa napačno, samo lahko je, kako bi rekel, dobro zate ali pa slabo zate. Ker, ko sem bil otrok tam v Bosni, enkrat sem padel v eno družbo, ko smo začeli razbijati trgovine. Pa sem bil 6 rad posebno. Tako da, ponovadi bolj reče, da si pao v loše društvo. In pri tem zanemarijo ti del tega lošega društva, nisi nič kaj boljši kot oni ostali. Ti tudi razbijaš si isti, razumeš. Tako da, včasih te življenje tako zanese v eno smer. Zdaj, lani sem enkrat nastopal za zapornike, ne bom rekel, kje naj ostane, ker moraš podpisati, da je to vse tako anonimno. V bistvu šel sem na pogovor, ker je to bil projekt, ki jim tako malo popestrijo bivanje tam z predstavitvijo nekih, pravi malo obogatiti pogled na svet. In tam sem tudi vedel, to so ponovadi čisto, tu so bili mlajši ljudje tam okrog 25, 22-25 tam nekje. In vidiš, da nič ni zares narobe s temi fanti tam, samo pač v nekem trenutku sem rekel, kaj pa če ti probaš prodati tole, tam LSD, karkoli, kokain, karkoli. No, jaz rekel, ni zavrnil in potem, ker so si to delali, še on začel in pol so ga dobili in seveda, ker najbolj fastni od tisti, ki so neke male ribe, ponovadi, pol je kar zaprt tam za, ne vem, leto in pol ali pa 5. In potem, kako bi rekel, lahko te življenje na ta način te zezne čisto, pa ni nič zares narobe stalo. V bistvu je samo moment, moment šibkosti, ki nas lahko, po mojem, vsakega doleti, Težko je reči, da pač ima nekdo lahko uklep proti temu. Glih tak je mogel enkrat se zaje, da je v bistvu potem ta uklep se zgradil, Mogoče za konec, če samo to, ti si tudi oče, imaš enega prisrčnega sinka in torej fanta, torej bodočega moškega naše družbe in me zanima, kaj se tebi zdi res pomembno, da mu predaš na tej poti njegovi življenjski? Kaj si želiš za njega v svetu, ki prihaja in je vedno bolj nor? Presenečen sem, koliko v bistvu to ni v tvojih rokah zares. Ti vsi govorijo, vzgoja od doma je pomembna. Ti se trudiš po najboljših močeh, ampak v resnici, kolikor opažam, zdaj, ko je star 7, je tako, da v štartu ti lahko precej vplivaš na njega, dokler je v vrtcu, pa tako naprej. Takrat, posluša oba, videla sta mu cel svet, ampak že tam proti koncu vrtca vidiš, da je vpliv vrstnikov se kar povečal. In potem, takoj, ko gre v šolo, je ta vpliv vrstnikov še večji. In v šoli, in doma, pač, ko se gre ven igrati in tako naprej. Tako da v bistvu družba ga oblikuje, se mi zdi, v večji meri kot starši. Ti se trudiš na vse pretege, ampak potem zelo hitro lahko izpadeš tudi tisti prestrog starš, ki ga preveč omejuje in tako naprej. Tako da mislim, da si ne smeš, kot starš si ne smeš preveč dati to neko sodbo, da zdaj pa je na tebi, a bo on tak ali drugačen, a bo dober, a bo pošten, a bo ono tretje. Pravim, deloma ga ti oblikuješ, moraš zavedati te odgovornosti, ampak v določeni, že ko se rodi, v prvih 2, 3, 4 letih vidiš, da on ima nek karakter, ki je, veš tisto dilemo, kao iz psihologije,
nepopisan list ali ima neki vzorce. To je tako butasta dilema, tudi je tako jasno. Pa niti ne pri otroci, lahko pri psu vidiš, razumete. Če imaš kakšnega kužka, ki se rodi, pa tako vidiš karakter, tako da vidiš, da so to neke stvari, ki se vlečejo odprej. Tako da je to otrok je kombinacija torej teh nekih genov, prednikov, karakter, ki ga vleče iz nekih virov, ko nimajo veze s tabo, ali pa zelo majhen procentu, pa tvojega vpliva, starševskega vpliva, ampak tudi v veliki meri vpliva družbe. Tako da sproti skušam malo korigirati, če slišim, da je grde besede govoril, nekomu ga uštevam, drugo je bilo zdaj ta teden, ker te preseneti, kaj je vse povedal enemu prijatelju, razumeš. Ampak to, veš, da ni slišal tega od tebe, pa vseeno. Tako da ja. Pa včasih tudi te preseneti s tem, koliko se zna postaviti zase, prej da bi ti njega to učil, da se postavlja zase, v nekih fizičnih obračunih z temi. Tako da, go with the flow. Ja, to je v bistvu super, če lahko bolj kot mislim, ta nasvet se mi zdi fantastičen, sploh za starše, ker res živimo, že sami sebe komaj handlamo v tem novem svetu, vseh teh prilagoditvah in tako kot si rekel, pač v resnici nimamo takega velikega vpliva na to, kako se bo otrok oblikoval, In po drugi strani pa tudi se mi zdi, kako se zna postaviti zase, pa se mi zdi, da vseeno nekdo taki kot si ti, ki pač mora se vedno znova postaviti pred publiko in na nek način postaviti zase in speljati tako, kot je treba, da pa je tudi en ful dober vzor, konec koncev sinu, čeprav ne namerno, veš, ti mogoče ne razmišljaš o tem, po drugi strani pa ima fotra, ki dela pač tudi spektakularne stvari. Ne vem, kako dobro. To pa ne vem, če bi se strinjal. Fotra, ki gre na oder tam, pa govori neke stvari, ki normalni človek bi zadržal zase, to ne vem, kako je dober vzor. Perica, hvala ti za tvoj čas, za tvojo dobro voljo. Jaz sem ful uživala v najinem pogovoru, verjamem, da gledalci tudi pridite pogledat Perico Erkoviča spet na kakšen njegov nastop. Upam, da bo zdaj jih spet čim več, čeprav časi, ki prihajajo, ampak našli bomo načine, jaz sem prepričana, da se uživamo v humorju. Hvala ti, hvala vam, dragi gledalci, in se vidimo spet ponovno čez en teden. Čau! Čau, hvala za vabilo, čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.